Vse skupaj se je začelo, mislim, da leta 2019 z rakom na dojki. In sicer, ja, mami je zatipala ene čudne bulice, tako kot se mi zdi, da dosti žensk. Šla na preglede, so ugotovili, da je kar ena agresivna oblika. Odstranili so ji, vse bulice, tudi nekaj bezgavk, in potem je začela s kemoterapijo, z hormonsko terapijo, obsevanje, vsem. In nekako, maja, junija 2020 se je ona poslovila od svojega onkologa lečečega, in takrat smo mislili, okej, to je dala skozi, vsi v bistvu smo to dali skozi. Spomnim pa se, ker je res tako rekla: "No, ne bom dala lasulj stran, ker če jih dam stran, se mi bo ponovilo, če jih pa obdržim, pa ne bo nič." In ja, ni bilo niti 3 mesece kasneje, ko je začutila eno bolečino v bistvu pod lopatico. Ja, potem nekje, konec septembra, v začetku oktobra, pa so jo le poslali na malo več preiskav, in potem v bistvu z, gastroskopijo so odkrili popolnoma novo obliko raka, nov tip raka. Ja, primarni tumor, na prehodu iz, požiralnika v želodec. In, glede na to, da je njo bolelo pod lopatico, je seveda to že bil, zasevek in, diagnoza je pravzaprav bila 4. stadij. Tisto poletje je res, izgledalo, kot da bo vse skupaj prebolela, da bo ena izmed tistih 5%, ki pa morda takšno diagnozo, uspejo, pustiti za sabo. Moja izkušnja z rakom je res bila ena družinska izkušnja. Vsi smo probali nekaj prispevati k temu, da bi se mami počutila, manj osamljeno v tem. Po eni strani pa, mislim, da je tudi sama potem proti koncu začela čutiti, eno breme vsega tega. In že nekje marca, ko sem bila zadnjič doma, se je pač res videlo, da tudi, mami že, čeprav tega ni želela pokazati, da malo izgublja, upanje, da bi se karkoli spremenilo na boljše. Bili so dobri dnevi, bili so slabi dnevi, mogoče bi kaj več o tem lahko povedal moj oče, ki je bil vsak dan z njo doma, delal od doma in skrbel za njo. Ja. Potem pa, ko sem bila na dirkah v Belgiji, sem pa dobila klic, in s prvim letalom domov. In, na žalost je še nisem uspela videti. Ja, sigurno vidiš, da, tudi če misliš, da imaš ves čas na tem svetu, pač ga nimaš. Treba je izkoristiti, vse male trenutke z ljudmi, ki so ti pomembni. Znati uživati v majhnih stvareh, in predvsem, ja, pač uživati življenje. Ne mislim zdaj, da, se nekako utapljaš v kakšnih nezdravih stvareh, substancah,
kakorkoli ljudje vzamejo uživanje, ampak, da preprosto počneš to, kar si želiš. In, takrat smo pač videli, tudi, kateri ljudje ti resnično stojijo ob strani, in kateri, se nekako odmaknejo, ko je malo težje. Ja, iz vsega tega se mi zdi, da je en zelo pomemben, zelo pomembna stvar, ki jo lahko potegnemo, in sicer, ja, če bi mogoče prej odkrili raka, bi, mami imela večje možnosti. In zato se mi zdi zelo pomembno, da se ljudje odzovejo na presejalne programe, ki jih, ponuja, zdravstvo v Sloveniji. Tudi samo me čaka, genetsko testiranje zaradi predispozicije seveda. Tudi, mamin oče je imel raka na črevesju, na debelem črevesju. In ja, verjetno dosti ljudi pač, o tem ne razmišlja. Ne razmišljaš, dokler pač nimaš s tem ene bližnje izkušnje. Potem pa nekako vidiš, da je na žalost rak na vsakem koraku. In, tudi samo mene je pač malo strah rezultatov, strah, vsega, kar bi to testiranje lahko prineslo. Ampak na koncu, ko si pač seznanjen z vsem tem, da veš, da je možnost in da jo pač bolezen odkriješ prej. Ker potem nekako možnosti potem eksponentno padajo in, mislim, da je bolje odkriti, vse skupaj prej, potem trezno razmisliti o zdravljenju in, vse to ponujajo, presejalni programi.